Pozdravljeni! V Formule 1 smo dostikrat priča zgodbam, katere že mejijo na neke teorije o zarotah. In mnogi mediji poročajo o nekih zgodbah, za katere nimajo kakih velikih preverljivih dejstev. Kar me je presenetilo okrog odpovedi velike nagrade Avstralije, je to, da je prišla na dan zgodba, katera je malce neverjetna iz matematičnega stališča. Mnogi od tistih, ki so zraven, ki pišejo, ki analizirajo Formulo 1, pa tega niso opazili. Govorili bomo o pneumatikah Pirelli in koliko jih bojo zares uničili, zakaj niso več uporabne, in tu je seveda treba biti malce bolj natančen. Namreč znano je, da je Mario Isola podal intervju, katerega so navajali mnogi strokovnjaki, mnogi viri. Namreč povedal je, da bojo uničili vseh 1800 pneumatik, katere so pripravili za veliko nagrado Avstralije, kar ni nič čudnega. A to se zalomi, kajti povedal je, da je vzrok, zakaj jih bojo uničili, ta, da so bile vse montirane na platišča in da niso prepričani, da so še varne, ukolikor jih dajo dol s platišč. Seveda je stvar verjetna in sam mu tudi verjamem, da je tako. A matematika kaže na nekaj nasprotnega. Namreč vsak bolid Formule 1 ima na razpolago za dirkaški vikend 13 kompletov pneumatik. In če matematika drži 13 kompletov krat 4 pneumatike krat 20 bolidov, da rezultat 1040. Seveda, tu imamo še dežne pneumatike in pravilnik pravi, da vsak bolid jih ima na razpolago za vikend 4 variante intermediate in 3 one dežne. To se pravi, skupaj lahko rečemo maksimalno na vikend 20 setov, seveda z onimi za suho progo. A 20 setov krat 4 pneumatike krat 20 bolidov da še zmeram rezultat 1100 in ne 1800. 200 pneumatik je nekje v zraku in seveda tudi teh 200 pneumatik znam razložiti, kje so. Namreč pravilnik tudi določa, da ukolikor je prosti trening razglašen za mokrega, ima vsak voznik pravico zahtevati še en komplet intermediate pneumatik, to se pravi 2 na prosti trening maksimalno. Kar nam dvigne to število še malce gor, ostane nam še 10 setov, kateri so verjetno rezerva, če se kaj zalomi, če pride do kakšne napake, kakega defekta. A problem je, da tisti seti pneumatik za mokro progo, katere jih vodja dirke lahko določi ali ne, so na izmenjavo. Prvo morajo enega porabiti, nato dobijo novega. In seveda sedaj se pojavlja vprašanje, je res vseh 1800 pneumatik bilo vgrajenih na platišča? Videli ste, da vsaj 200 ne. In 200 pneumatik pomeni nekaj več kot 11% vseh 1800. Plus smo res prepričani, da so takoj v četrtek montirali 1600 a 1800 pneumatik na platišča. Namreč vemo, da se med dirkaškim vikendom tudi pneumatike vračajo. A prvo bi rad poudaril eno dejstvo. Si mi, navdušenci, sploh predstavljamo, koliko zgleda to optično 1800 pneumatik. Dobil sem sliko iz velike nagrade Bakuja, staro nekaj let, kjer se vidi skladišče Pirellija. In če pogledamo to srednjo vrsto, bomo videli ogromno število pneumatik. Predstavljajmo si, da v vsakem stolpcu so 4 pneumatike. En komplet, da nam je bolj najasno. In seveda v širino 5 kompletov, kateri se raztezajo za 20 kolon. In seveda, to pomeni, da rabimo 4 take kupe plus še polovico, da pridemo do števila 1800. Zavedajmo se, da smo v Avstraliji, treba je potovati in je res potrebno s sabo tovoriti vseh 20 kompletov platišč, ki jih posamezni voznik maksimalno rabi v dirkaškem vikendu. Vemo, po koncu prvega prostega treninga se vrneta 2 seta pneumatik, po koncu drugega prostega treninga 2 seta pneumatik, po koncu tretjega prostega treninga 2 seta pneumatik. Nato po kvalifikacijah seveda se vrne še 1 set pneumatik za tiste, ki so prišli v Q3 in seveda je to potrebno imeti nataknjeno na platiščih cel vikend. Mislim, da ne. Mislim, da lahko nekako ocenim, da vsak voznik ima lahko naenkrat na razpolago maksimalno 10 setov pneumatik.
In če pogledamo malce na fotografije, katere so nam na razpolago, vidimo, da v boksih, ko se pripravljajo pnevmatike, je tam okrog 20 setov pnevmatik na razpolago na grelcih zapakiranih, seveda za oba voznika, če delimo to na pol, 10 na glavo, kar je nekako logično, a pustimo sedaj to pri strani. Sicer nisem bil tam, nisem bil v boksih, nisem imel možnost vprašati, ali je to za oba voznika, ali je to za enega posameznika, a vidimo, da je kar ogromen volumen, kar pomeni, da tudi v boksih imajo bistveno manj prostora, ukolikor drži, kar je rekel Mario Izola. A treba je biti pozoren, zakaj so res vrgli proč 1800 pnevmatik. Mogoče ne zaradi tega, ker so bile vgrajene na platiščih, ampak mogoče zaradi tega, ker so bile termično aktivirane. Namreč, vemo, pnevmatike Formule 1 so rahlo drugačne od tistih, ki jih imamo na cestnih avtomobilih. Res oboje so črne, a to je tudi edina skupna točka. Vemo, da pred uporabo na prostih treningih, kvalifikacijah, dirki morajo biti aktivirana točno določeno število ur na točno določeni temperaturi. To je v navodilih, katera so javno dostopna vsem na straneh FIA, na tistih priporočilih, ki jih da tehnična direkcija. Zraven so tudi koti, pritiski in tako naprej. Mogoče določen procent teh pnevmatik je bil že aktiviran in zato neuporaben. Čez 3-4 mesece bi bile tako, kot da bi naše cestne pnevmatike bile stare 5, 6, 7 let. Seveda, moja špekulacija, moje predvidevanje. In moramo se zavedati še enega dejstva. Navaja se v virih ubogi Pirelli, na stran bojo mogli dati 1800 perfektnih pnevmatik. A se zavedamo to, da ekipe Formule 1 sploh ne kupijo pnevmatik, imajo jih na leasing, plačajo določeno kvoto, Pirelli jim da pnevmatike, katere po dirki vzame nazaj. Ali jih uporabijo vse, ali jih uporabijo samo deloma, ni važno. Celo v tistem članku, ki sem ga navajal na začetku, je povedano, da določeno število pnevmatik, kolikor je suha dirka, se vrže proč v glavnem neporabljenih. In ta številka je točno tista, katero sem navajal, tistih 7 setov v prvem delu. A pustimo zdaj to, to je samo potrdilo moje sklepanje. Vemo še nekaj drugega, kar je povedal Mario Izola, da te pnevmatike končajo na sežigalnici v cementarni, kjer jih uporabljajo kot gorivo. In vemo tudi nekaj drugega, da ta procent, ki ga Pirelli zahteva od ekip, je bistveno nižji od tiste cene, kolikor jih stane proizvodnja pnevmatik. Seveda, Pirelli dobi tudi reklamo s tem in k temu se bomo vrnili še malce kasneje. Smo prepričani, da Pirelli plača cementarni za to, da sežiga pnevmatike in da ne cementarna plača Pirelliju, da dobi gorivo. In mogoče peljejo na sežig teh pnevmatike zato, ker pogodba tako zahteva. Kljub temu, da niso prav v perfektnem stanju, seveda po mojem življenjska doba take pnevmatike je bistveno krajša. Med drugimi novicami sem zasledil tudi to, da tiste, ki so predvidene za veliko nagrado Bahreina in Vietnama, so bile spravljene v kontejnerjih z kontroliranim ambientem, s kontrolirano temperaturo. Mogoče tiste za Avstralijo so začele se starati in zato čez, na primer, 3-4 mesece res ne bojo uporabljene. In seveda, zakaj je Mario Izola povedal, da zaradi tega, ker so bile pnevmatike na platiščih, morda niso več varne. Verjetno tudi zaradi reklame. Pirelli dela cestne pnevmatike in mogoče bi izgledalo izjemno slabo, če bi povedal v javnosti, da pač njihova življenjska doba je samo nekaj mesecev, kolikor jih ne porabijo. In mislim, da tudi tu tišči zrno resnice. A vseeno, kar me najbolj preseneča, da sem edino sam opazil to pomanjkljivost v celi zgodbi okrog teh pnevmatik. Morda se motim popolno, morda sploh nimam pojma, ali morda drugi iščejo zarote tam, kjer jih ni, tisto, kar je očitno, pa gre mimo njih. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.